Ob koncu leta 1944 je bila Amerika tik pred vrnitvijo na Filipine. Več kot 2 leti je Amerika postopoma ponovno zavzemala otoke v Pacifiku, ki jih je zasedla Japonska. Zaradi tega so se počasi približevali Filipinom. Filipini so bili za Japonsko pomembni, ker so predstavljali glavno pot za njihove ladje in zaloge. Tukaj so potovali materiali za vojno in nafta iz jugovzhodne Azije. Če bi Amerika ponovno zavzela Filipine, bi bila prekinjena ena najpomembnejših oskrbovalnih linij Japonske. Kaj se je torej v resnici zgodilo? Pojdimo in ugotovimo. Preden začnemo z razpravo, bi te rad prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Medtem ko ameriški uradniki razpravljajo, kje bo naslednji napad, je ena oseba že imela jasno željo in to je bil general Douglas MacArthur. Verjel je, da je čas, da se vrne na Filipine. Leta 1942 je bil prisiljen zapustiti Filipine, medtem ko so Japonci hitro napredovali. Preden je odšel, je obljubil, da se bo vrnil. In to obljubo je nameraval tudi izpolniti. Njegov prvi načrt je bil začeti na Mindanao in nato nadaljevati na Leyte. Za MacArthurja je bil Leyte pomemben, ker bi Amerika, če bi ga zavzela, lažje ponovno osvojila druge dele Filipinov. Sem je bila vključena tudi Manila. Medtem ko so pripravljali načrt, so ameriške letalonosilke pomagale pri uničevanju japonske obrambe. Pod vodstvom admirala Williama Halseya je skupina Task Force 38 izvedla velike zračne napade na različnih območjih. Uničene so bile stotine japonskih letal. Zaradi tega so Američani opazili, da je japonska obramba okoli Filipinov šibkejša, kot so pričakovali. Zaradi dobrih rezultatov je Halsey predlagal, da ne čakajo do decembra za napad na Leyte. Bolje bi bilo, da to izvedejo prej. Glavni ameriški vojaški voditelji so se strinjali, vendar pa je ta naglica imela svojo ceno. Vse priprave niso bile popolnoma zaključene. Vojake, ki bodo napadli Leyte, bo varovala 7. flota. Vendar je bilo veliko njihovih bojnih ladij že starih. Obenem se v Tihem oceanu približuje sezona močnih neviht. Če se vreme poslabša, bo težko uporabljati letališča na kopnem. Zaradi tega je MacArthur vztrajal, naj Halseyevi letalonosilci ostanejo blizu, da bodo lahko nudili dodatno podporo iz zraka. Admiral Chester Nimitz se je s tem strinjal, vendar je imel za Halseya še eno navodilo. Če se pojavi priložnost, da uničijo velik del japonske mornarice, mora to biti prednostna naloga. Z drugimi besedami, če bi Halsey zagledal glavno japonsko armado, bi lahko opustil druge naloge in vso svojo moč usmeril v njeno uničenje. Dejansko MacArthur tega ukaza ni poznal in kasneje bo ta podrobnost postala zelo pomembna. Medtem se tudi Japonska pripravlja na pričakovani ameriški napad. Svoj načrt so poimenovali Show 1 oziroma Zmaga 1. Toda tudi nekateri japonski uradniki temu načrtu niso preveč zaupali. Na tej točki vojne je Japonska že izgubila veliko ladij, letal in izkušenih pilotov. Njihova moč je bila daleč od tiste v prvih letih vojne. Kljub temu so še vedno imeli nekaj zelo močnih bojnih ladij. Med njimi sta bila Yamato in Musashi, ki sta bila med največjimi bojnimi ladjami v zgodovini. Imeli so tudi uničevalce, ki so lahko izvajali torpedne napade z velike razdalje. Toda kljub tem ladjam je bila Amerika še vedno močnejša. Imeli so več letalonosilk, več letal, več izkušenih pilotov in več zalog. In Japonska je imela še en problem. Njihova mornarica in kopenska vojska se nista vedno strinjali. Pogosto so delali ločene načrte, čeprav so imeli istega sovražnika. Zaradi tega je bila koordinacija njihovih operacij še težja. Medtem ko je Japonska preučevala, kje bo Amerika naslednjič napadla, so se pripravljali na različne možne cilje. Ena od možnosti so bile Filipini, druga pa Formosa, ki je danes znana kot Tajvan. Ker jim je primanjkovalo tudi goriva, njihove velike armade niso mogle kar tako potovati. Najprej so se morali prepričati, kje bo Amerika res napadla, preden so lahko ukrepali. To pomeni, da tudi če Amerika začne napad, bo trajalo še nekaj dni, preden bo glavna japonska armada prispela. Tega so se japonski uradniki zavedali. A vseeno so upali, da bodo našli priložnost za napad na ameriške ladje. Do oktobra je bil japonski poveljnik admiral Suemo Toyoda prepričan, da bo cilj Leyte. Zato je svojo armado razdelil na 3 glavne sile. Najmočnejša je bila sila pod vodstvom podadmirala Takeja Kurite. V to skupino so bili vključeni japonske orjaške bojne ladje. Načrtovali so, da bodo šli skozi ožino San Bernardino in napadli zaliv Leyte s severa.
Hkrati je še ena sila vstopala z juga. Obstajala je tudi ločena skupina ladij, ki naj bi jih podpirala. Medtem so preostali japonski letalonosilci pod poveljstvom viceadmirala Jisabura Ozawe imeli drugo nalogo. Od njih se ni pričakovalo, da bodo zmagali v neposrednem spopadu. Namesto tega naj bi jih uporabili kot vabo. Cilj je bil, da bi ameriške letalonosilce zvabili stran, da bi glavna japonska armada dobila priložnost za preboj. Ta načrt je bil zelo zapleten. Da bi uspel, so se morale vse sile popolnoma uskladiti v svojih dejanjih. Težava pa je, da so podobni načrti v preteklosti že večkrat propadli. Zato, čeprav je veliko japonskih uradnikov sledilo ukazom, je bilo tudi veliko takih, ki so dvomili, ali bo to res uspelo. Zdaj, ko se ameriški napad na Leyte približuje, se japonska armada prav tako začenja premikati. Admiral Suemo Toyoda je ukazal začetek načrta Sho-1. Cilj je bil preprost: uničiti ameriške ladje, preden bi lahko dokončno vzpostavili svojo moč na Leyteju. Toda Japonska je takoj naletela na težave. Na papirju bi morale njihove ladje priti do zaliva Leyte v nekaj dneh. V resnici pa to ni bilo tako enostavno. Nekatere njihove ladje so imele zamudo pri točenju goriva. V Bruneju so se morale tudi podmornice pripraviti, preden so se lahko pridružile operaciji. Še bolj žalostno je, da jim je močno primanjkovalo izkušenih pilotov. Nekateri novi piloti niso bili dovolj usposobljeni za pristajanje letal na letalonosilkah. Zaradi tega so morali nekatera letala premikati s pomočjo žerjavov, da so jih lahko naložili na letalonosilke. S časom so bili vedno bolj v zaostanku s svojim urnikom. Viceadmiral Takeo Kurita je svojo vojsko razdelil v več skupin. Načrtovali so napad na Leyte z različnih smeri. Upali so, da bodo Američani zmedeni in da bodo tako dobili priložnost za preboj. Vendar pa veliko Kuritovih častnikov ni bilo prepričanih. Prvotni načrt je bil napad po noči. Tam so bili bolj izkušeni, tam so se počutili bolj udobno. Toda zaradi zamud je bila velika verjetnost, da se bodo borili po dnevi. To je bolj nevarno, ker ameriška letala lažje opazijo njihove ladje. Kurita je vedel, da je položaj težak. Zato je, preden so odrinili, poskušal dvigniti moralo svojim možem. Rekel je, da se včasih v vojni dogajajo čudeži. Upal je, da je to morda priložnost za Japonsko. Potem je njegova armada nadaljevala plovbo proti Filipinom. Da bi prihranili gorivo, so šli skozi Palawan Passage, toda ta pot je bila nevarna. To je znano kot kraj, kjer pogosto patrolirajo ameriške podmornice. In prav to se je zgodilo. 23. oktobra sta dve ameriški podmornici odkrili Kuritovo armado. Takoj sta napadli. Dve težki japonski križarki sta potonili. Ena izmed njih je bila Kuritova admiralska ladja. Še ena križarka je bila hudo poškodovana. To je bil velik udarec za Japonsko. Toda medtem, ko se je to dogajalo, so tudi oni dosegli eno zmago. Preostala japonska letala s Formoze so bila premeščena na Filipine, da bi pomagala pri operaciji. Niso uspeli izvesti veliko napadov. Toda ena bomba je zadela letalonosilko USS Princeton. Prebila je notranjost ladje in eksplodirala v hangarju. Sledila je še ena eksplozija. Medtem, ko so druge ladje poskušale pogasiti ogenj, se je položaj še poslabšal. Kmalu je eksplodiralo skladišče torpedov na Princetonu. Eksplozija je bila izjemno močna. Stotine ameriških mornarjev je bilo ubitih ali ranjenih. Letalonosilke ni bilo več mogoče rešiti. Kasneje so jo Američani sami potopili, da ne bi padla v roke sovražniku. To je bila ena največjih japonskih zmag v tistih dneh. A vendar to ni spremenilo celotne situacije. Amerika je še vedno imela več ladij in letal. Medtem je bila skupina Task Force 38 admirala Halseyja razpršena na različnih krajih. Nekatere skupine so bile daleč od glavne bitke. Zaradi tega se ameriške sile niso mogle tako izbrati. Ko je Kuritova armada vstopila v Sibujansko morje, je to sprva opazila le ena skupina. Ta mu je stala na poti. Čeprav to ni bila najmočnejša ameriška skupina, so takoj začeli izvajati zračne napade. Ena njihovih glavnih tarč je bila orjaška bojna ladja Musashi. Ta je bila enaka Yamato. To je bila ena največjih in najmočnejših bojnih ladij, ki jih je izdelala Japonska. Nato so prispela ameriška letala. Bombardirali so Musashi. Zadelo jo je tudi veliko torpedov. Ladja se je počasi polnila z vodo, a Musashi je bila zelo trdna. Ob vsakem napadu se je še naprej borila. Na ameriška letala je streljala številnimi protiletalskimi topovi. Vendar pa so se s časom poškodbe še povečevale. Na koncu je bila prisiljena umakniti se. Toda ameriška letala niso prenehala z napadi.
Nadaljevali so s sledenjem in napadi. Do večera je Musashi zadelo več kot ducat bomb in več kot 10 torpedov. Ladja tega ni več zdržala. Počasi je potonila v morje. Skupaj z njo je utonilo približno 1000 članov posadke. To je bila izjemno velika izguba za Japonsko. Še bolj presenetljivo je, da Musashi v celotni svoji vojni službi nikoli ni streljal z glavnim popom proti sovražni ladji. Po izgubi Musashija se je Kurita začasno umaknil. Ko so to videli ameriški piloti, mislili, da se je popolnoma umaknil. Mislili so, da je grožnja minila, a motili so se. Po nekaj urah je Kurita ponovno nadaljeval plovbo proti Leyteju. Večina Američanov tega ni opazila. Medtem ko je potekala bitka v Sibujanskem morju, se je na jugu začela še ena velika bitka. Sile admirala Shojija Nishimure so se približevale ožini Surigao. Vendar so jih ameriška letala odkrila, še preden so prispeli. Zaradi tega je imela 7. flota dovolj časa za pripravo. Kontraadmiral Jesse Oldendorf je postavil svoje ladje na položaje. Izbral je popolno mesto za zasedo. To je bila kot past na morju. Pustili so Japoncem, da so se približali, preden so napadli. Prvi so napadli ameriški rušilci. Izstrelili so torpede. 2 japonska rušilca sta potonila. Zadeta je bila tudi bojna ladja Fuzo. Potem so velike ladje začele izmenjevati ogenj. To je bil zadnjič v zgodovini, da so se bojne ladje spopadle v tradicionalni bitki s svojimi velikimi topovi. Toda hitro je postalo jasno, kdo ima prednost. Američani so imeli več ladij, imeli so tudi boljši položaj. Nato so bile zadete japonske ladje. Na koncu je potonila tudi bojna ladja Yamashiro. Skoraj vse Nishimurine sile so bile uničene. Sprva je kazalo, da bo admiral Shima prispel na pomoč. Toda ko je videl, kaj se dogaja, se je odločil umakniti. Ni želel tregati preostalih ladij v bitki, ki je bila skoraj končana. Na tej točki je Ameriki grozila še ena velika težava. Okoli 4. ure popoldne 24. oktobra je skupina Task Force 38 odkrila letalonosilke admirala Ozave. In tukaj se bo admiral Holci soočil z eno najpomembnejših odločitev v celotni bitki. 25. oktobra 1944 je bila velika napaka skoraj povzročila katastrofo za Američane. Admiral William Halsey je imel 2 možnosti. Lahko bi varoval ožino San Bernardino, da bi prestregal floto admirala Kurite. Ali pa bi lahko zasledoval japonske letalonosilke na severu. Težava je bila, da je izbral drugo možnost. Skoraj vse sile Task Force 38 je odpeljal, da bi zasledoval japonske letalonosilke. Za Halseja je bila to priložnost, da dokončno uniči preostale japonske letalonosilke. Kar pa ni vedel, je bilo, da si je Japonska prav to želela. Letalonosilke admirala Ozava so služile kot vaba. Prava grožnja je bila Kuritova armada, ki se je približevala Leyteju. Zaradi zmedene komunikacije 7. flota ni tako izvedela, kaj se je zgodilo. Admiral Thomas Kincaid je mislil, da Halseyjeve ladje še vedno stražijo ožino San Bernardino, a vendar jih ni bilo več. Kurita je že prešel in se neposredno odpravljal proti ameriškim ladjam pri otoku Samar. Ob 6. zjutraj je Kuritova armada zagledala Taffy 3. To je bila majhna skupina spremnih letalonosilk, ameriških rušilcev in spremnih ladij. Te ladje niso bile narejene za boj proti velikim bojnim ladjam. Narejene so bile za podporo vojakom na kopnem. Ko sta se obe strani zagledali, sta bili obe presenečeni. Američani niso pričakovali, da bodo na tem območju japonske velike ladje. Tudi Kurita ni pričakoval, da bo nasprotnik tako malo številčen. Po le nekaj minutah se je začelo obstreljevanje. Z velike razdalje so se japonske bojne ladje spopadle z ameriškimi ladjami. Med njimi je bila tudi Yamato, največja bojna ladja na svetu v tistem času. Njeni izstrelki so bili izjemno veliki. Tudi če niso zadeli neposredno, so lahko poškodovali ladje, če so eksplodirali v vodi blizu cilja. Kontraadmiral Clifton Sprague, poveljnik Taffy 3, je takoj ukrepal. Vedel je, da v neposrednem spopadu nimajo možnosti za zmago. Zato je najprej umaknil svoje letalonosilke. Hkrati je ukazal, naj pošljajo v zrak vsa letala, tudi tista, ki so bila slabo oborožena. Nekatera letala so bila skoraj brez streliva. Pomembno je bilo, da zmotijo sovražnika. Ameriške ladje so prav tako spustile gosto dimno zaveso. Ker je bilo vreme vlažno, se dim dolgo ni razkadil, kar je Japoncem otežilo iskanje njihovih tarč. Medtem ko so se letalonosilke umikale, so 3 ameriški rušilci naredili skoraj obupan korak. Neposredno so napadli večje japonske ladje. Skoraj kot majhen čoln, ki lovi velikana.
Vedeli so, da imajo majhne možnosti za preživetje. A vendar so vedeli tudi, da morajo pridobiti čas za letalonosilke za njimi. Izstrelili so torpeda. Eden od njih je zadel japonsko križarko in je ustavil v bitki, toda v zameno za to so utrpeli hude poškodbe. Nato so jih obstreljevale japonske bojne ladje in križarke. Ena izmed najpogumnejših ameriških ladij v boju je bila USS Johnstone. Večkrat je napadla, čeprav je bil sovražnik veliko večji. Na koncu je bila tudi potopljena. Enako se je zgodilo z USS Howell, potem ko je bila zadeta številnimi izstrelki. Medtem ko se je vse to dogajalo, so ameriška letala še naprej napadala. Mnogi med njimi niso več imeli pravih bomb, nekateri niso imeli več torpedov, a niso odnehali. Večkrat so napadli, da bi zmedli japonske ladje. Zaradi tega so bili Japonci prisiljeni manevrirati in spreminjati smer. Nekateri njihovi križarki so bili postopoma poškodovani. Postopoma so bili poškodovani tudi nekateri križarki. Sredi zmede je Kurita prišel do napačnega zaključka. Mislil je, da se bori proti velikim ameriškim letalonosilkam. Prav tako je mislil, da prihaja še več ameriških sil. Zaradi tega je začel dvomiti. Dalj kot je trajal boj, večja je bila zmeda. Nekatere ladje so že pogrešane. Ima palijo. Dalj kot je trajal boj, večja je bila zmeda. Nekatere ladje so že pogrešane, nekateri člani posadke na križarkah so bili poškodovani. Kurita pa še vedno ni mogel videti celotne situacije. Po dolgem in napornem boju je sprejel odločitev, ki je mnoge presenetila. Svoje armadi je ukazal, naj se umakne. Namesto da bi nadaljeval napad na Leyte, se je vrnil v smeri ožine San Bernardino. Za Američane je bila to izjemna sreča. Če bi Kurita nadaljeval svoj napad, bi lahko dosegel transportne in oskrbovalne ladje pri Leyteju. In možno bi bila škoda za ameriško operacijo še večja. Toda čeprav se je glavna japonska armada že umaknila, nevarnost še ni minila. Le nekaj ur kasneje je novo vrsto napada zadelo ameriške ladje. To je bila prva obsežna uporaba kamikaz. Beseda kamikaze pomeni božji veter ali sveti veter. Na ta način je pilot namerno strmoglavil svoje letalo v sovražnikovo ladjo. Včasih so piloti to storili prostovoljno, ko niso več imeli upanja, da bi se vrnili. Toda proti koncu leta 1944 je Japonska to začela uporabljati kot uradno vojno taktiko. Razlog je bil preprost. Močno jim je primanjkovalo izkušenih pilotov, sodobnih letal in dovolj goriva. Njihovi poveljniki so vedeli, da je ameriški napredek težko ustaviti. Zato so verjeli, da bo letalo, ki se neposredno zaleti v cilj, povzročilo več škode kot običajen napad. Na Leyteju se je začela prva obsežna kamikaze operacija in takoj povzročila škodo. Ena od zadetih ladij je bila USS St. Louis. Po zadetku kamikaze je ladja eksplodirala in kasneje potonila. Američani so bili presenečeni na to novo taktiko, za Japonsko pa je bil to šele začetek. V naslednjih mesecih se bodo napadi kamikaze še povečali, ko se bodo ameriške sile približevale sami Japonski. Na prvi pogled se zdi, da so kamikaze izjemno nevarni. In res je, veliko ameriških ladij je bilo zaradi tega poškodovanih, nekatere so celo potonile. Toda ko se je vojna nadaljevala, so se Američani naučili, kako se temu upreti. Eno njihovih najpomembnejših orožij je bil sodobnejši protiletalski sistem. Prej so morali vojaki ugibati, kdaj bodo njihove granate eksplodirale v zraku. Kasneje pa so uporabili novo vrsto vžigalnika. Ta je imel sposobnost zaznati, kdaj je letalo blizu. Ko je bil cilj dovolj blizu, je samodejno eksplodiral. Zaradi tega so lažje zadeli bližajoča se letala. Toda to ni bil najpomembnejši razlog. Še vedno je bil radar pomembnejši. S pomočjo radarja so Američani izvedeli, če se letalo približuje, še preden je bilo blizu. Ko so sovražnika zgodaj opazili, so lahko takoj poslali lovska letala, da ga prestrežejo. In če so kamikazo prestregli že daleč od cilja, je bila zelo majhna možnost, da bi ta prišel do ladje. Z drugimi besedami, čim prej so opazili sovražnika, večja je bila možnost, da napad ne uspe. Zaradi tega se je učinkovitost kamikazov postopoma zmanjševala. Kljub temu je bilo še vedno veliko ladij zadetih. Toda to ni bilo dovolj, da bi spremenilo potek vojne. Pogosto celo največje letalonosilke niso bile zadete. Pogosteje so bili zadeti rušilci in druge manjše ladje. To je zato, ker so jih japonski piloti najprej srečali. Oni so bili tudi tisti, ki so pogosto imeli radar, ki je opozarjal glavno armado. Zaradi tega so postali prva tarča. Ob koncu vojne je bilo na tisoče japonskih pilotov poslanih na kamikaze misije. Čeprav so uničili nekaj ladij, so povzročili tudi veliko žrtev na ameriški strani.
vendar niso uspeli preprečiti približevanja zavezniških sil Japonski. Na koncu kamikadze niso spremenili izida vojne. Medtem pa tudi danes zgodovinarji še vedno razpravljajo o odločitvi admirala Takea Kurite. Mnogi se sprašujejo, zakaj se je umaknil, zakaj ni vplul v zaliv Leyte. Nekateri verjamejo, da bi lahko dosegel ameriške ladje in povzročil večjo škodo, vendar pa obstaja tudi drugačno mnenje. Takrat so bili njegovi možje že zelo izčrpani. Nekatere ladje je že izgubil, veliko ladij je bilo tudi poškodovanih. Prav tako ni poznal celotne situacije okoli sebe. Mislil je, da ga še vedno obkrožajo večje ameriške sile. Prav tako je mislil, da ga čaka še veliko letalonosilk. Poleg tega mu je zmanjkovalo goriva. In tudi če bi uspel vstopiti v zaliv Leyte, je bilo možno, da so pomembni cilji že odšli. Zaradi tega se je odločil za umik. Do danes to ostaja ena najbolj spornih odločitev v zgodovini pomorskega bojevanja. Medtem ko se je Kurita umikal, se je na severu začela druga bitka. Tam so čakali letalonosilke admirala Ozawa. To so letalonosilke, ki so bile namenoma uporabljene kot vaba, da bi Helsija zvabili stran od Leyteja, in na tej točki so svojo misijo uspešno izpolnili. Uspelo jim je odvrniti glavno ameriško silo, a to ima svojo ceno. Zdaj bodo oni postali tarča. V zgodnjih jutranjih urah 25. oktobra se je začel obsežen ameriški napad na Ozawovo armado. Nato so vzletela letala z ameriških letalonosilk. Medtem je Japonski ostalo le še nekaj letal. Pravzaprav so jih za obrambo poslali le peščico. To ni bila več nekdanja mogočna japonska letalonosilna sila. V zgodnjih fazah vojne je bila ena glavnih tarč Američanov Zuikaku. Ta ladja je bila pomembna, saj je bila ena zadnjih preostalih letalonosilk, ki so sodelovale v napadu na Pearl Harbor leta 1941. Nato jo je zadelo še več bomb in torpedov. Njena nagnjenost se je postopoma povečevala, ko je voda vdirala v notranjost. Ko je kapitan videl, da za ladjo ni več upanja, je ukazal svoji posadki naj zapusti ladjo. Kmalu zatem je Zuikaku potonil. Skupaj z njo so potonili tudi drugi japonski letalonosilci. V enem samem dnevu je bila skoraj izbrisana preostala japonska letalonosilska sila. To je bil ogromen udarec. Čeprav so imeli na papirju še nekaj letalonosilk, skoraj niso imeli več dovolj letal in izkušenih pilotov, da bi jih lahko uporabljali kot pravo orožje. Kljub temu Halsey še vedno ni popolnoma uničil celotne japonske armade. Medtem ko je bil zaposlen na severu, je Kurita še naprej bežal. Ko je 7. flota zaprosila za pomoč z juga, je bilo že prepozno, da bi še ujeli glavno japonsko silo. Na koncu je nekaj japonskih ladij pobegnila, toda rezultat je bil jasen. Japonska je postopoma izgubljala sposobnost izvajanja velikih pomorskih operacij in po bitki pri zalivu Leyte se japonska mornarica ni nikoli več pobrala kot glavna sila v vojni. Ob koncu bitke pri rtu Enganjo se je največji pomorski spopad v vsej zgodovini začel umirjati. To je bila bitka pri zalivu Leyte. Še danes se številni zgodovinarji prepirajo o tem, kje se je bitka točno začela in končala. To je zato, ker so se številni spopadi hkrati odvijali na različnih delih Filipinov. Bile so bitke na morju, bile so bitke v zraku in bila je tudi bitka na kopnem v Leyteju, vendar je ena stvar jasna. Japonska je utrpela ogromne izgube, na tisoče vojakov in mornarjev je bilo ubitih, izgubili so tudi veliko ladij, ki jih nikoli več ne bodo mogli nadomestiti. Na ameriški strani so bile prav tako velike izgube, veliko ladij je bilo poškodovanih, veliko vojakov je bilo ubitih in ranjenih. Vendar je bila skupna škoda za Japonsko še vedno večja. Na prvi pogled je bil rezultat povsem jasen. Amerika je zmagala. Toda skozi leta se vedno znova pojavlja eno vprašanje. Bi lahko naredili še več? Veliko kritik je bilo usmerjenih proti admiralu Williamu Halseyju. Po njihovem mnenju je padel v japonsko past. Medtem ko je zasledoval Ozawajeve letalonosilke na severu, je Kuritova armada uspela prebiti ožino San Bernardino. Če bi pustil večje sile za varovanje območja, Kurita verjetno sploh ne bi mogel priti blizu Samarja. Nekateri pravijo tudi, da je dajal preveliko prednost uničenju japonskih letalonosilk namesto zaščite zaliva Leyte. Vendar pa obstaja tudi drugačno mnenje. Po mnenju podpornikov Halseyja je lahko soditi o neki odločitvi, ko že vemo, kaj se je zgodilo po bitki. Takrat so bile informacije, ki jih je imel pred seboj drugačne. Vedel je, da je bila Kuritova armada že močno poškodovana. Mislil je, da ne predstavlja več velike grožnje. Medtem pa so bili japonski letalonosilci še vedno videni kot zelo nevarna tarča. Poleg tega je imel tudi ukaz, naj prednostno napade sovražnikove letalonosilce. Ko so jih opazili, je imela Amerika v tistem času še en problem.
Njihova poveljniška struktura je bila zmedena. Ni bilo vedno jasno, kdo naj se s kom poveže. Včasih so informacije prihajale počasi. In včasih so poveljniki situacijo razumeli drugače. Tako da je, čeprav je Amerika zmagala, bitka pokazala tudi nekatere slabosti njihovega sistema. Kljub temu ni dvoma, da je to bila velika zmaga za Ameriko. Tudi nekateri japonski uradniki so priznali, da so bili močno poraženi. In pravzaprav veliko njihovih poveljnikov sploh ni več verjelo, da bo načrt šov 1 uspel, še preden se je sploh začel. Amerika je imela že preveliko prednost. Imeli so več ladij, imeli so več letal, imeli so več izkušenih pilotov. In močnejše so imeli tudi sposobnosti za oskrbo in pridobivanje nove opreme. Tudi če bi bil japonski načrt popoln, veliko zgodovinarjev verjame, da bi bile njihove možnosti za zmago še vedno zelo majhne. Še ena velika težava je bil njihov glavni cilj. Želeli so preprečiti ameriški napad na Leyte. Ko je njihova armada prispela, so Američani že izkrcali veliko vojakov in opreme. Bilo je že prepozno. Tudi če bi jim uspelo vstopiti v zaliv Leyte, bi težko spremenili položaj na kopnem. Zato veliko strokovnjakov verjame, da je bilo za Japonsko skoraj nemogoče doseči svoj cilj v tej fazi vojne. In po bitki pri zalivu Leyte se je njihov položaj še dodatno poslabšal. Čeprav vojna še ni bila povsem končana, je bila hrbtenica japonske mornarice skoraj že zlomljena. Izgubili so veliko bojnih ladij, izgubili so letalonosilke in, kar je najpomembneje, izgubili so izkušene člane posadke, ki jih ni bilo lahko nadomestiti. Od tega trenutka naprej Japonska ni bila več sposobna izvesti velike pomorske operacije, kot jih je izvajala prej. Toda to ne pomeni, da je bil boj za Filipine končan. Ameriški in filipinski vojaki so počasi napredovali proti japonskim silam. Za generala Douglasa MacArthurja je bil to začetek izpolnjevanja njegove obljube, ki jo je dal leta 1942. Vrnil se bom, toda ponovno zavzetje celotnih Filipinov ne bo lahko. Prihajalo bo še veliko mesecev hudih bojev, še veliko življenj bo izgubljenih. In še veliko mest bo uničenih, preden se bo vojna dokončno končala. Medtem pa na drugi strani sveta se bliža tudi padec nacistične Nemčije v Evropi. Medtem ko so se zavezniške sile približevale Berlinu, so se tudi Američani približevali samemu ozemlju Japonske. Bitka v zalivu Leyte ni končala druge svetovne vojne, vendar pa je pokazala eno pomembno resnico. Na tej točki vojne se ni več spraševalo, ali bo Japonska še zmagala. Edino vprašanje je bilo, kako dolgo bo še trajal njihov boj, preden se dokončno konča.